Kolikokrat si pa ti že kaj medveda srečal tukaj? Torej, na relaciji Bloke Ljubljana, kjer se često vozim, sem srečal vsaj 5-krat že medveda, ki ali je prečkal cesto, ali je tekel ob meni, ko sem peljal z avtomobilom, ali pa je čakal, da bo šel čez cesto varno. Tudi ustavil sem mu že, da je šel varno čez cesto. Ampak to ni nič takega, ne, če človek medveda sreča. Torej, če si v avtu, meni je bilo to lepo, ampak verjetno, če bi bil pa peš, pa da bi se srečal z medvedko, z mladiči, pa verjetno bi bil malo prestrašen. A so ti kaj svetovali, kaj narediti, če medveda srečaš? Torej, ja, pravijo, da se čim umiriti, na glas govoriti, kako da se pogovarja s medvedom. Potem običajno, torej medvedka, govorimo o medvedke, medvedka se posne na 2 nogi in brunda, medtem ko se ti mirno stojiš kot okamenel, potem počasi opazi, da nisi nevaren, se spusti nazaj in s svojimi mladiči v drugo smer običajno gre. Verjetno, če bi pa vmes prišel, presekal pot med mladiči pa med njo, takrat je pa bolj nevarno, tako pravijo, jaz tega nisem doživel, upam, da ne bom. Pogledava, kje si je pustil tale medved, ki te je v bistvu sled. Kako je to izgledalo? Splezal je na to drevo, verjetno je bil ustal v tem delu, kakor je videti, kaj malo oddrsal na ljubje, potresel, šel dol, se dobro najedel jabolk, pa še pokakal. Ampak drugače pa tukaj na tem koncu je ministrstvo že pred nekaj leti uredilo to, da otroke recimo vozijo, da ne bi slučajno se srečali z medvedom. Imajo organiziran prevoz do Nove vasi, ki je najbližje vas. Nazaj, vedno tako, da ne bi prišlo do kakšne srečanja ali pa kakšnih nesreč. Tako da to ni nekaj novega, ne? Ne. Obisk medveda. Medved je tukaj vedno bil, S tem, da seveda res pa je, da se je, glede na to, da se ne kosi več kot toliko, da se je začelo zaraščati in se je gozd približal naselju. Seveda, s tem je pa, gozd je pa tudi domovina medveda, in se je tudi on s tem približal naselju. In tudi, jasno, v naselju je nekaj hrane, kakorkoli, so sadovnjaki, poljščine, bi rekel, recimo, moram povedati, da tukaj, v teh njivah, se trudi, pride nek večer, ko vidi, da je rdeče korenje zrelo in ga kompletnega vsega poje. Ne belega, ne ostalega, ampak rdeče korenje, kot da mu bi nekdo predpisal, da je to B-vitamin tako zdrav. Je pa to se dogaja vedno po noči. Tako da, recimo, da bi ga videl, kako uživa v korenju, tega žal nismo. Je pa že šel tukaj po našem naselju, tu po cesti, po asfaltni cesti, tja dol v Graben, normalno, kot kakšen turist, recimo. In tu pri belem dnevu.